Pa spoznajmo, kako poteka delo v SISO učilnici. Najprej namig. Za učinkovito delo v tej učilnici je priporočljivo, da učenci uporabljajo pametne tablice ali pametne telefone, saj bo le s tako uporabo večina vgrajenih orodij učinkovitih. Še posebej kamera ali aparat, ki je na sprednjem in zadnjem koncu kamere ali telefona. Kako torej začnemo? Tu zgoraj vidimo zelen krogec s plusom. Tu dodajamo vse aktivnosti, naloge in obvestila. Pa si poglejmo nekaj primerov. Na primer fotografija. V mojem primeru uporabljam PC, se pravi namizni računalnik, zato imam samo sprednjo kamero, pa se bom vseeno posnela, slikala. Dovolila bom sistemu, da me poslika. Slika je narejena in objavljena. Bo objavljena. Če sem zadovoljna s sliko, kliknem kljukico in slika se pojavi. Komu jo bom poslala? Poslala jo bom recimo vzorčnemu učencu, lahko pa vsem. Se pravi, če označim tako, bojo vsi prejeli mojo sliko, če pa označim posameznega učenca, bo pa samo ta prejel sliko. Pa recimo, da dajem to vzorčnemu učencu in zopet potrdim mojo izbiro. Kako vidimo, kaj vidi kdo iz učencev? Gremo recimo na Ano. Ana nima obvestila, sample, vzorčni učenec pa ima en primerek, kot vidimo že v samem seznamu. Učenec seveda lahko tudi lajka ali komentira na mojo objavo. Prikažimo še, kako objavimo neko krajše obvestilo za učence. Izberemo ikono Note. Če želimo, da teče delo hitreje, kajti tu nimamo nobenega urejevalnika in težko popravljamo, si besedilo že pripravimo naprej v Wordu, kopiramo in ga prenesemo v to polje. Morda še kaj uredimo, če želimo. Kot vidimo, smeškoti ne delujejo, bom dala enostavnega in še zapisala. Ko končam, potrdim z zeleno kljukico. Potem pa me sistem vpraša, če želim tudi zadevo zvočno posneti. Če imamo mlajše učence, ki ne znajo brati, je to zelo prikladno. Pa poskusimo še posneti zadevo. Tukaj se nam pokaže gumbek mikrofonček. Kliknemo nanj in zadevo preberemo. Pozdravljeni učenci, počitnice so mimo, veseli me, da ste se vrnili v šolo s počitki in dobre volje. Tudi letos se bomo poleg dela v razredu srečevali tudi vsi součilnici, kjer bomo ustvarjali zanimive izdelke in se skupaj učili marsikaj zanimivega. Veselo na delo, torej vaša učiteljica. Moj zvočni posnetek se zdaj procesira in se bo objavil, tako da ga bojo učenci lahko poslušali. Kako pa si bomo to ogledali? Lahko preizkusimo. Potrdimo in zadeva je shranjena. Zdaj pa komu bo namenjena? Dala ga bom zopet vzorčnemu učencu. In potrdim. Poglejmo, kako vzorčen učenec vidi moje obvestilo. Tukaj je obvestilo, ima tudi zvočni zapis. Poglejmo si še tretjo možnost. In sicer ta, ki je zelo uporabna za učitelja in učence, še posebej, kadar želimo razložiti kakšno osnovo učenci, kakšen eksperiment ali pa projekt, v katerem delajo v razredu. Kliknemo na to ikono. Na razpolago imamo veliko orodij in sicer tu lahko pišemo
lahko snemamo, lahko vstavljamo slike. Pa recimo, da bomo vzeli eno sliko, jo naložili in poskušali razložiti. Iz računalnika smo naložili sliko. Recimo, da govorimo o receptu in poskušamo pripraviti videoposnetek na to temo. In sicer lahko pišemo in rečemo recept. Potegnemo besedilo malo više, mogoče tudi skrijemo, potem pa rečemo jajca, moka, pa še mleko. In začnemo s snemanjem. Se pravi, če je naša zadeva tu razložena, dovolj razložena, potem bomo to tudi posneli in sicer pripovedovali na tak način. Kliknemo na mikrofonček in začnemo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes bomo obravnavali recept. Recept za palačinke. Kaj vse potrebujemo za palačinke? Najprej seveda jajca. Kaj naredimo z jajci? Jajca bomo vlili, razbili in dali v posodo. Nato bomo vzeli moko, jo vsuli v posodo in jo pomešali z jajci. Sledi dodajanje mleka, zato da je testo prave gostote. Ko je delo končano, lahko serviramo naše dobre palačinke. Ko smo končali, kliknemo na dan in zadeva je shranjena kot videoposnetek, ki si ga lahko ogledamo. To je bil nekako primer, kako uporabljamo to. Zopet bomo naš izdelek posredovali vzorčnemu učencu, tako da bo na razpolago. In izdelek je tukaj. Sedaj pa se bi morda pogledali, kako izgleda uporaba z vidika učenca, samo na kratko, kako vidi svoje izdelke, ki jih pošlje učitelj ali izdela izdelek sam. Prijavila se bom kot ena izmed učenk, ker sem jih prijavila brez e-mail naslova, bom samo pokopirala kodo in se vključila v sistem kot učenka. Izbrala bom I'm a student. Izbrala bom I'm a student in sicer samo z
kodo. Pišem kodo in se prijavim. Sem Ana. Se vključim v razred. Tu me čakajo učiteljeva gradiva. Tu je recept, ki si ga lahko ogledam in komentiram. Ta recept sem preizkusila doma in deluje. Hvala. In objavim. Kjer so učiteljev pozdrav, lahko poslušam in komentiram, in enako lahko tudi komentiram učiteljico. Pošlje mi smeško. Pa si pogledamo še z učiteljevega vidika. Kot vidite, mi je Ana nekaj poslala in ker sem v nastavitvah rekla, da moram vse preveriti, preden objavim, imam tukaj obvestilo 2 nepojasnjeni, nepotrjeni objavi. Pogledam ju, te objave pogledamo in jih potrdimo. Ker mi je zadeva v redu, jo bom potrdila, tudi to bom potrdila in tako bo učenec dobil zadevo rešeno tako, kot je treba. No, poglejmo si še druge možnosti. Assign activity je bolj kompleksna zadeva, ki jo bomo pojasnili mogoče v posebnem videu. Morda samo to, da si lahko poslužimo stvari, ki so jih objavili drugi učitelji in jih koristimo za naše primere. Naprimer, jaz sem že naredila body parts, pa bom jaz to activity določila in poslala mojemu učencem. Naprimer, bom poslala v temu razredu, ker imam veliko razredov, me vpraša, kateremu razredu bom dodelila aktivnost, klas tja 7b, in sicer hočem vedeti, kako bo. Step 1, students sign in, students respond. Okay? Ja. Tu pa seveda tudi določim, komu bom dala, ne? Kako, recimo kar v, ali pa lahko tudi vzorčnemu učencu, ne? Aktivnost je dobila učenka in jo mora reševati. Pred njo so besede, ki jih mora postavljati na pravo mesto v razpredelnici. Se pravi, aktivnosti so bolj interaktivne in jih izdelamo sami s pomočjo idej, ki jih tudi drugi učitelji že objavljajo. Zadevo potrdimo in rešitve pošlje učitelj pa pregleda rešitve. Aktivnosti so zbrane tukaj na desni, kjer kliknemo in dobimo seznam vseh možnih aktivnosti, ki je razdeljen po predmetih in po stopnjah. Poglejmo še zadnjo možnost, ki jo ponuja tale plusek, in sicer pošljimo obvestilo. To je zelo prikladno, če želimo učencem poslati določeno obvestilo. Tu zberemo ali vsem učencem, ali staršem in učencem. Pa recimo vsem učencem in v tem obvestilu pač natipkam: pozdravljeni, tokrat gremo na izlet, s seboj vzemite tablice. Pozdrav in zadevo pošljemo. Lahko tudi pripnemo daljše navodilo, sliko in podobno, karkoli je pač potrebno. In obvestila tečejo vsem učencem. S tem nekako zaključujem ta video, pa se vidimo drugič s katero novo možnostjo. Lep pozdrav!